Bitcoin je dosegel $50,000. Trg je dobesedno v euforiji. Indeks za strah in pohlep kaže na ekstremen pohlep. In prav zdaj je najboljši čas, da se malček ustavimo in vprašamo, kaj zdaj? Se bo ponovila zgodba iz novembra 2021 ali bomo doživeli nove višave? Pridružite se mi, da raziščemo to skupaj. Ok, gledamo Bitcoin graf in trenutno smo na dnevnem časovnem intervalu. Imamo logaritmični prikaz, kot lahko vidimo tukaj, in tokrat bomo naredili zgodbo v obratni smeri. Torej, tokrat bomo šli od manjšega časovnega intervala na večje. Zdaj, dnevni graf trenutno ne prikazuje nič kaj posebnega, vsaj kar se divergenc tiče. Tukaj smo imeli eno veliko medvedjo divergenco, ki smo jo potem premagali. Kot vidimo, tukaj smo jo prebili potem navzgor s to zadnjo rastjo. Smo jo pa imeli kar dolgo časa, no da še natančneje obrazložim, medvedja divergenca je, ko imamo višje vrhove v gibanju cene. Torej, tukaj imamo en vrh, pa še en vrh, višji vrh, pa še en višji vrh, medtem ko RSI nam pa kaže nižje vrhove, torej vrh, nižji vrh, nižji vrh. No, sicer ta medvedja divergenca se je izvršila potem tukaj, ampak kaj se je zgodilo? Dobili smo skrito bikovsko divergenco, to pa je, ko imamo dno v gibanju cene in na to višje dno, bom kar označil, da bo lažje vedeti, torej tukaj imamo dno in potem smo naredili višje dno, medtem ko pri RSI smo pa imeli tukaj dno in na to nižje dno. No in ta skrita bikovska divergenca se je zdaj zelo lepo izvršila, kot vidimo tukaj s to našo zadnjo rastjo. Zdaj, če malček še oddaljim pogled, lahko vidimo tukaj, da se v bistvu gibljamo v enem velikem naraščajočem kanalu. Ga bom kar izrisal, da ne bom kar govoril tam. To bo treba malček popraviti, tukaj le dna pa vrhove. Eko, torej je lepo viden naraščajoči kanal, ves ta čas se lepo gibljamo v kanalu. Kar me moti zdaj je, kar se zdaj nazadnje dogaja v tem našem kanalu, pri tej ta zadnji rasti, in to je, da se nam dela naraščajoči, razširjajoči klin. Če povežem tele zgornje vrhove tukaj in spodnja dna, je zelo lepo viden. Zdaj situacija je taka, smo tukaj na zgornji meji kanala, kjer lahko pričakujemo zavrnitev. Poleg tega se nam dela ta naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. In če se ta medvedji vzorec dejansko izvede zdaj, pridemo brez problemov na spodnjo mejo tega našega kanala. To bi pa lahko bilo tam nekje okoli 33-34 tisoč. Moramo imeti v mislih, da se ta meja, ta spodnja meja, se iz dneva v dan tudi vedno bolj dviga. Zdaj vsekakor pa ne bi bil dober znak, če bi izgubili tudi tole spodnjo mejo kanala. V tem primeru nas potem čaka ta meja tukaj, s katero smo se borili kar nekaj časa, in to je 30 tisoč. Torej, to smo imeli dnevni graf, nobenih posebnosti tukaj na RSI, imamo tukaj pa, kot vidimo, se nam dela medvedji vzorec. Tako da bomo videli v kratkem, kaj se bo tukaj dejansko izvršilo. Če pa slučajno prebijemo to zgornjo mejo, potem je naslednja meja tam na okoli 57 tisoč, kot bomo tudi videli kasneje. No, pojdimo naprej na 3-dnevni graf. No, in tudi tukaj lahko zelo jasno vidimo, kako se nam je izrisal tale naraščajoči kanal. Tudi tukaj se nam dela naraščajoči klin. Imamo pa zanimivo zgodbo, kar se tiče RSI. Tukaj imamo vrh in višji vrh, medtem ko tukaj pa, kot se zdi, imamo vrh in vrh na nekje isti višini, tako da bomo videli, kako se bo
tole zdaj izteklo. Torej, dela se nam kot neka medvedja divergenca. Ampak treba je imeti v mislih, morda ta vrh tukaj še ni dokončan, kot tudi ta tukaj ne. Pa pojdimo naprej na 5-dnevni časovni interval. In ja, tudi tukaj je zelo jasno in lepo viden tale naraščajoči kanal. In tudi tukaj imamo zelo jasno viden ta naraščajoči, razširjajoči klin. To bo očitno treba paziti, ker se razkriva na kar več časovnih intervalih. Poleg tega pa tukaj ostaja medvedja divergenca. Tukaj imamo vrh, višji vrh, višji vrh. Medtem ko tukaj pri RSI pa imamo tukaj vrh, pa tukaj je nižji vrh in tukaj je še en nižji vrh. No, pojdimo naprej še na tedenski časovni interval. Tudi tukaj ista zgodba. Imamo naraščajoči kanal in tukaj se nam dela naraščajoči, razširjajoči klin, čeprav tukaj bo treba malček dna popraviti. In imamo tudi medvedjo divergenco. Tukaj imamo en vrh in tukaj ta drugi vrh, medtem ko pri RSI pa imamo tukaj ta prvi vrh in tukaj je malce nižji ta drugi vrh. Tako da, rasli smo še naprej, ampak z divergenco. Poleg tega moramo omeniti tudi volumen. Izredno nizek je ob vsej tej rasti, ki smo imeli do zdaj. In še glede na to, da smo tik pred halvingom, kar označuje tale rdeča črta tukaj. Zdaj, da vam dam samo za primerjavo, ko smo imeli eno rast. Recimo tukaj smo imeli eno rast in vidimo, tukaj sem označil s tole puščico, kakšen volumen smo imeli. Ne da se niti primerjati s tem, kar imamo zdaj. Ampak dobro, boste rekli, to je po halvingu, to se ne da lih primerjati, ok, pa si dejmo pogledati, kako je bilo pred prejšnjim halvingom. To je navpična črta, ki prikazuje prejšnji halving. To puščico bom zbrisal, ker je ne rabimo zdaj več. In poglejte volumen pred halvingom. Kaj se je takrat dogajalo? Tukaj imamo izredno velik volumen, medtem ko tukaj ne da se niti primerjati. Lahko si pogledamo še prejšnji halving, oziroma obdobje pred halvingom. To je bil predprejšnji, oziroma obdobje pred prejšnjim halvingom, da se ne bom zdaj še zmedel. No, v glavnem, vidite tukaj, kakšen volumen je bil. Zdaj pa pogledajte ta volumen tukaj. Ampak dobro, to je to, kar se tiče mojih skrbi glede volumna. Zdaj, če slučajno to prebijemo, če izničimo ta medvedji vzorec in če prebijemo zgornjo mejo kanala, imamo naslednjo mejo tukaj gor nekje na okoli 57 tisoč. Ampak to je velik če. Najprej zdaj moramo gledati tukaj te meje, najprej tega našega naraščajočega klina in na to kanala in potem bomo videli, kako se bo vse to izvedlo naprej. Vam bom pa pokazal še nekaj zdaj. Tukaj pred nami je Crypto Fear and Greed Index. In poglejte, kako visoko smo trenutno. In če pogledamo nazaj, kdaj smo bili tako visoko, imamo tukaj november 2021. Se še spomnite, kakšne novice so bile takrat? Bitcoin, ta prut nadgradnja, to bo šlo samo še gor in podobno. Zdaj, kolikor spremljam jaz zdaj to psihologijo na trgu oziroma trenutne emocije na trgu so vsekakor primerljive s tem obdobjem tukaj. Pozitivne novice, Bitcoin bo šel na milijon in še več. Če zdaj kupiš, si še zgodaj kupil in podobno. No, že to je samo po sebi kot neko merilo. Če čuješ od večine udeležencev same take stvari, potem je dobro se ustaviti in pogledati tudi malo v nasprotno smer. Predvsem pa biti izjemno previden in biti z nogami na trdnih tleh, da te take stvari ne zavedajo. Jaz se dejansko ne spomnim, kdaj bi bilo pred halvingom tako pozitivno vzdušje na trgu. In zato se mi zdi tudi vse super sumljivo. Tako da bodite varni tam zunaj, naročite se na kanal, ker bomo spremljali to situacijo še naprej. Da vas še obvestim, odprl sem še en YouTube kanal,
To je youtuber.si. To bo kanal, kjer bom pomagal youtuberjem s svojimi izkušnjami in morda mi bo uspelo povabiti tudi kakšne druge youtuberje, ki bodo pomagali oni s svojimi izkušnjami. Pridružite in sledite lahko oziroma naročite se lahko na ta kanal preko linka spodaj v opisu ali pa preko te QR kode. No, tudi v pripetem komentarju bom pustil link. Jaz mislim, da ima Slovenija definitivno premalo kripto youtuberjev. Če vas zanima kripto in YouTube, se definitivno naročite na kanal. Zaženite svoj kanal, povejte mi zanga in enega naročnika imate že tukaj. Kot sem že povedal, definitivno je premalo teh kanalov, nadvse pogrešam en kanal s kriptonovicami. Sam jim sicer ne sledim za voljo trgovanja, ampak jih vseeno zelo rad preberem oziroma si jih zelo rad ogledam. No, to je to, naročite se, youtuber.si. Zdaj pa je čas, da se zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za to pa seveda dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do dnevnika mojih tehničnih analiz, tam ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge. Z drugim paketom pa dobite dostop do tega, plus še do Discorda, ki je zelo lepo zaživel. Tam spremljamo vse možno, tudi druge trge in na manjših časovnih intervalih. Tako da definitivno si poglejte patreon.com/explicitc. Sem skoraj pozabil. Poleg dodatnih vsebin pa dobijo patroni tudi dodatne ugodnosti na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč vložili preko Patreona do dneva nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje na spletni trgovini. In tako lahko nekateri celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati, tam vas čaka že kar nekaj indikatorjev, ki sem jih spisal sam. Imamo naprednejši RSI, ker imamo 3 v 1, imamo naprednejši MFI, ker imamo tudi 3 v 1. Imamo RSI, ki se kaže v samih svečkah na grafu. In imamo MFI, ki se kaže v samih svečkah na grafu. In na to imamo še ARI, ki kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali se pretaka v altcoine, ali pa v stablecoine. Vsekakor indikator, ki lahko zelo pomaga pri sami orientaciji. No in na tem mestu se vam bom še zahvalil, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjih videih bomo vsekakor še naprej obravnavali turbulentno gibanje cene Bitcoina, kot tudi preostalega kriptotrga. In ja, video o umetni inteligenci prihaja, je še v izdelavi, trdo delam na tem. Da pa, česarkoli ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanja. Samo tako vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil, čim je naložen. Tako, hvala vam še enkrat, imejte se fajn, želim vam lep in uspešen dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.